Pozdravljeni. Najprej vam moram povedati, da sem v novem okolju. Tole sem dobila za rojstni dan od mojih sosedov, mizico in klopco. In ker sem to videla, sem rekla, to bo moj novi studio. A veste kaj? Še ptiči bojo, pa avtomobili bojo mogoče ropotali, pa motorke. Ne se ozirati na to. Poslušajte mene. Dale res rabim, da me poslušate, ker se je zgodilo prejšnji teden nekaj, kar sem mislila, da se v življenju meni ne bo zgodilo. In sicer zablokirali so mi moj Facebook profil in s tem tudi moje biznis profile. Rada bi vam povedala, kako je to izgledalo, ampak tukaj v tem studiu so tudi mravlje. Rada bi vam povedala, kako je to izgledalo. Izgledalo je tako, da sem dobila sporočila na maile in na maile, da ne morem dostopati do svojih računov, ker so zablokirani. In prvi hip je bila panika in tisti občutek 11 let nekega dela, 11 let neke vztrajnosti je šlo čez noč, ne čez noč, v trenutku. To se je zgodilo ob 2 popoldan. Potem sem seveda težila Simonu pa Izaku do nezavesti, naredita nekaj, seveda sta se trudila. In to izgleda tako, da imaš potem možnost, da se pritožiš na Facebook s tem, da pač prosiš, da ti odprejo račun, pošlješ osebni dokument, preko katerega naj bi te prepoznali, da si to res ti, in pač čakaš. No, meni najprej osebnega dokumenta sploh ni hotel vzeti, potem mi ga je čez en dan vzelo. In potem sem dobila odgovor, da je moj račun, da bodo še enkrat pogledali prijavo. In čez en dan sem dobila obvestilo, da je moj račun trajno blokiran in da se ne morem več nikamor pritožiti, zato ker imam na svojem profilu neprimerne vsebine, ki ne ustrezajo standardu pravil, ki jih ima Facebook. Pa sem se pa malo dol usedla, pa sem se malo sama s sabo pogovorila. In sem si rekla, Leja, ni konec sveta. Še vedno lahko narediš nov profil, še vedno lahko začneš znova. Ljudje te spremljajo, ljudje te bojo iskali, ljudje te bodo našli. Moji občutki so bili mešani od jeze, žalosti do tiste notranje moči, ki sem jo čutila. Tako da zdaj bi najprej nazdravila. Nazdravila bi vam, ki se boste vrnili in me podprli. Leja Leonida Mrgole je moj novi profil, pa vam bom še povedala, kako je nastal. In nazdravila bi tudi tistemu, ki je udaril v moj račun ali pa me prijavil, ker nikoli ne bom vedela, kaj se je v resnici zgodilo. Drugače je tole malinovec, ker zjutraj snemam. Pa vina ne pijem. Tako da, ja, nikoli ne bom vedela. Res je, da moji fantje pravijo, da takih gesel itak nima noben buksel, kakor sem jih imela jaz. Ok, sprejmem to. Druga stvar je, da je skozi me obveščalo, kot da je šlo za prijavo, da je šlo za blokado računa. Ne vem, kaj se je v resnici zgodilo, pa tudi ne vem, če me zanima. Ne vem, če bi hotela poznati to osebo. Nisem čisto prepričana. Vem pa, da je to v meni rodilo ogromno ene moči, da je vredno iti naprej, da je vredno iti znova, da me nihče ne bo ustavil. Zakaj? Zaradi tega, ker vem, da moje sporočilo, ki govori o povezanosti, o strpnosti, ki opozarja na to, da smo mi ljudje, da si zaslužimo empatijo, lahko milijon ljudi sliši na milijon načinov. Recimo, če pogledamo samo za primer tisto mojo štorijo o maskah.
Ne vem, verjetno se jo kdo od vas spomne. Če ne, vas pa samo spomnim. Jaz sem na eno masko narisala nasmeh in Albert pač si je nekaj napisal in sva se slikala in sva to objavila na Facebooku in s tem naredila pravo revolucijo. Revolucijo v tem smislu, da so eni ljudje bili navdušeni in so razumeli najino sporočilo tako, kot sva ga želela plasirati. Pač je bil tudi nek tekst napisan. Za masko smo ljudje. Pod masko se skrivajo naši nasmehi, pod masko se skrivajo naše bolečine, pod masko se skrivajo naši strahovi. Pod masko sem jaz, ki me lahko prizadaneš. Si ti, ki te lahko prizadanem. To je bilo sporočilo. In drugo sporočilo je bilo, ko imamo na sebi maske, težko podpiramo drug drugega, težko se nasmehnemo drug drugemu, težko s svojimi obraznimi gestami sporočimo, jaz sem tukaj zate. In zdaj smo ljudje, v tem obdobju smo res rabili skupnost, res smo jo rabili. Ja, potem se je zgodilo to, da je pač nekdo iz stroke slišal to moje sporočilo, kot da jaz pozivam k uničevanju mask, ki jih takrat ni bilo. In je na svoj zid napisal, da sem brezsrčna, brezbrižna in neempatična oseba. Mene je to res šokiralo. Sem se pa ful veliko naučila iz tega. Tako sem rekla, lej, tudi mene lahko ljudje vidijo kot kar eno zverino, ki nekaj hočem uničevati. Zelo močno sporočilo. Jaz sem sicer s to osebo potem stopila v kontakt in sem jo vprašala, če ona mene pozna, da pač take stvari piše o meni. In umaknila sem ta post. Čeprav ne, bi lahko marsikaj iz tega posta razvili. Recimo to, kako nismo nikoli dobili jasnega navodila glede mask. Kako je bilo vseeno, si imel medicinsko masko, ali si imel šal čez usta, ali ruto, ali pa sam robec na obrazu, ki si šel v trgovino. Kako še danes ne vemo, kaj se s temi maskami dogaja. In dejstvo je, da ni ljudstvo krivo, da zdravstvo ni imelo mask. Veliko enih stvari je bilo v tej zgodbi napisanih, kot da sem en vizionar. Ampak glejte, tukaj sem, ostajam, oživljam se nazaj, z zavedanjem, da me ljudje razumete na milijon načinov, še močnejšim, sej to sem že prej vedela drugače, ampak zdaj si rečem, lej, nekoga res lahko ogrožam, lahko svojim poslanstvom ogrožam nekega človeka in to je meni zelo pomembna informacija. In lejte, tisti, ki vas ogrožam, v mojem srcu ni tega, da bi koga ogrožala, v mojih dejanjih tudi ne. Jaz ne bi nikomur skrivila lasu. Jaz nisem tak človek. Zaenkrat še ne. Lahko postanem, to se strinjam, vsi lahko postanemo morilci, ampak nisem tak človek in ne želim biti tak človek. Zato vas prosim, če me doživljate, kot da vas ogrožam, ne mi slediti, ker to ni dobro za vas. Pol nisem za vas dobra družba. Tisti pa, ki se hranite od mojih sporočil, tisti, ki se učite iz mojih sporočil, tisti, ki se mogoče kdaj na noge postavite zaradi mojih sporočil, vas pa prosim, da se mi pridružite nazaj na Facebooku. Moj novi profil je Lea Leonida Mrgole. Imela sem veliko težav, da sem ga ustvarila nazaj, zaradi tega, ker me Facebook takoj, ko sem objavila sliko, me je zablokiral. Potem sem našla en trik. A veste, zakaj je dobro, da se kdaj igramo? Jaz sem se včasih šla, 10 let nazaj sem se šla na Facebooku eno igrico Životinjsko carstvo. Zbirala sem tiste sličice, ker pač z Albertom sva nora na zbiranje sličic. In sem si ustvarila še en profil Pika Polonica, zato da sem sama s sabo lahko menjala. Gulfaš, a ne? No, nisem gulfala, pač še en profil sem ustvarila. In včeraj sem zbrskala geslo od tega profila in podatke in sem uspela priti nazaj not v ta profil, ki sem ga potem preuredila v Lea Leonida Mrgole. Če ne, sploh ne bi mogla nazaj na Facebook, bog ve koliko časa. Tako da ja, lejte, zanimive stvari se nam dogajajo, vzemimo jih kot brco urit za to, da šibamo naprej, da razturimo, da delamo skupaj svet lepši,
jaz skupaj z vami, vi skupaj z mano, rabim vas, jaz rabim odziv, rabim ljudi, rada vas imam, uživam v vaši družbi. Nikoli me ne zmoti, tudi če mi napišete kaj takega, kar mogoče komu ne bi bilo všeč. To mi daje samo občutek, da lahko grem naprej, da rastem, da sem močnejša in še bolj iskrena. In to nameravam zdaj, od zdaj naprej tudi biti, ker Lea Margole ni umrla kar tako. Lea Margole je odšla z nekim namenom. Včeraj ste mi pisali ful lepa sporočila na Facebooku, da ni mogla Lea nikoli oditi, zato ker so moja sporočila zasidrana globoko v vaših srcih. In to mi je res ogrelo dušo. Hvala, ker ste. Bodite še naprej skupaj z mano in gremo dalje. Če imate kakšno potrebo zapisati kaj v komentar, ste vabljeni, da zapišete kaj v komentar, ker se pač jaz rabim malo odziva. Saj veste, jaz sem navajena na dvorane, pa je bila z dvorane je vedno bil odziv, zdaj skozi govorim v ekrane, v objektive in sploh ne vem, kaj se bo na uni strani zgodilo. Tako da, ja, komentirajte, lajkajte, prijavite se, dejte deliti, prosim, tale video na vaših socialnih omrežjih, zato da mi boste pomagali najti prijatelje nazaj. Hvala, čau, čau!